Hvala lepa, lepo pozdravljeni. V tej uvodni besedi mislim pa poudariti predvsem to, da smo končali prvi letnik podiplomca politologije in na tudi moje veliko presenečenje, pozitivno seveda, smo strani študentov in študent dobili inicijativo, da organiziramo nekaj takega, kot je poletna šola, kar ni ravno običajno. Namreč današnja študentska populacija se večji del skuša izogniti obveznostim. Naenkrat smo pa bili soočeni s tem, da naši študentke in študenti hočejo še več. No, pa smo se pa lotili in pri premišljevanju okrog katere tematike naj organiziramo to našo prvo poletno šolo politologije, smo se odločili, da to mora biti nekaj primerno težkega, pravzaprav najtežjega. In od tukaj pride pol naslov, ki je generalno zadeva svobode. V nadaljevanju pa seveda je tisto, kar je poglavitno pri celi štoriji, to pa je vprašanje, ki se glasi, ali je svoboda nekaj takega, kar je moč razumeti kot odgovor, ali pa je mora biti problem. Tako da verjetno boste priče na tej poletni šoli v teh 3 dneh dvema temeljnima različnima tipoma argumentacije. Ena argumentacija bo skušala govoriti o svobodi kot na nek način odgovoru, v smislu, da je ni, da je premalo, da smo nesvobodni in tako naprej. In pa drugem tipu argumentacije, jaz sodim v ta drugi tip argumentacije, ki bom skušal odpirati vprašanje svobode kot problema. In v tem uvodnem delu, poleg tega formalnega odpiranja, smislu reči ravno na to tematiko in v tej smeri nekaj stavkov. Namreč so seveda različna obdobja v zgodovini, različni pristopi, različna razumevanja, različne rabe besede, od besede svoboda do, recimo temu, prakse svobode. Medtem ko pa mi ne živimo v ničemer takem, kar bi bilo na kakršenkoli način nekaj občega, pač pa v nekem zelo konkretnem času, za katerega je značilno kar nekaj paradoksalnih ne samo stvari, pač pa tudi reči. Med temi, po mojem mnenju, daleč najbolj paradoksalnimi rečmi naše dobe je ravno zadeva svobode. Ta paradoks bi se dalo morda na naslednji način odpreti. Po eni plati, če spremljaš, recimo temu, formalno zadeve, tako kot potekajo, kot se dogajajo, če spremljaš medijske diskurze, če spremljaš akademske razprave, če se zanimaš za načine govorjenja, še posebej centrističnega tipa govorjenja in levičarskega govorjenja, pa velja tudi za desničarsko govorjenje, če uporabim to razlikovanje, je moč reči, da živimo v neki družbi, ki je nedvomno, tako ali drugače, svobodna. Ko rečem družbi, mislim na to našo, torej zahodno družbo, ki se razume kot svobodna in vse, o čemer govori, sploh v teh javnih diskurzih, je tako ali drugače vezano ravno na to svobodo. Se pravi, če rečeš odprta družba, si ravno izrekel nekaj takega, kot je svobodna družba. Če rečeš demokratična država, si ravno tako spet rekel nekaj takega, kot je svobodna država. Če si rekel družbeno bitje, ravno tako imamo opravka z nečim, kar je svobodno bitje. Če začneš govoriti o rasti, razvoju, napredku, ponovno si tako ali drugače na nek način v svobodi. Morda še najbolj izrazito
je ta zadeva svobode zastopana, če greš brati različne normativne tekste in to velja približno za celo obdobje, dolgo obdobje, tam nekje od francoske revolucije sem, kar pomeni, zdaj je že dobrih 200 let, lahko rečeš, da so vsi normativni teksti tako ali drugače. To velja tudi za polemične tekste, pa naj so filozofske ali iz kakšne druge provenijence, da dobesedno mrgolijo z omembo, sklicevanjem, preklicevanjem, zauzemanjem in tako naprej za svobodo. Skratka, to je ta neka površina, znotraj katere smo mi bolj ali manj, po mojem mnenju, in to je ena od mojih hipotez, ujeti, jetniki smo tega tipa svobode oziroma tega razumevanja svobode. Po drugi plati pa ga ni med nami, ki bi bil koliko toliko pri sebi, pa vsaj mečkeno, recimo temu kritičen, se ni treba, da je kaj drugega in posebej analitično podkovan ali pa podkovana, vsakemu med nami je kristalno jasno, da je nekaj narobe. In sicer ravno s to družbo, ki nenehno govori o svobodi. Zdaj, ponavadi so izhodi taki, jaz ne bom šel po tej poti, da se reče, da je premalo svobode in da je treba še več. V tem primeru pademo v razumevanje svobode kot nečesa kvantitativnega, kar jaz mislim, da je lahko zelo problematično, ampak domnevam, da bomo o tem govorili in v to smer ne bom šel. Se pravi, to, kar bi rad poudaril v tem nagovoru, v tem odpirajočem polpredavanju, je to, da bi vas hotel opozoriti, da imamo opravka z nekakšnim zelo zahtevnim okoljem besedovanja, govorjenja, zelo nagosto proizvedenega skozi medije, ki jim jaz rečem, da so mediji množičnega poneumljanja in ki se tako ali drugače vrti okrog tega govorjenja o svobodi, potem v naslednjem koraku seveda to, kar sem že omenil, demokraciji in tako naprej. Zadeva gre toliko daleč, da sploh ni nobenega problema jo zagrabiti v smislu njene, zelo nežno rečeno, postimperialnosti. Ta Zahod je tako poln samega sebe, ta naša družba je tako svobodna, da če resno misliš, potem pa moraš imeti nek taki občutek, da ima ogromne količine svobode, s katerimi pravzaprav ne ve, kaj bi počela. Kot da imaš neke tovarne svobode, potem pa skladišča svobode in komaj čaka, kako kdaj, v kakšni priložnosti bo dobila priložnost, da začne z izvozom te svobode. Potem pa, ko ugotoviš, da potrebuje enormne količine sile, vojaške sile, za izvoz te svobode, si rečeš, hop, tu je nekaj zares narobe. Se pravi, tisto, kar se meni zdi, da je pomembno odpreti v tem našem trenutku, ki se po moje bistveno razlikuje od vseh prejšnjih časov, je predvsem to neko gosto okolje pleteničenja, govoričenja, mrmranja, čivkanja in tako naprej, ki se vrti okrog svobode in osvobajanja, ki bi ga, jaz tako namreč počnem, jaz to opredelujem kot zadevo postideologije, bilo treba zagrabiti iz neke druge smeri, zelo ohlapno in preprosto rečeno, v pomenu poskusa kritizirati, razumevati, kaj to ta družba, ta tip družbe, ta tip zahodne družbe pravzaprav nam govori takrat, ko spregovori pravzaprav eno in edino molitvico. To je molitvica o svobodi. In tu se začne pol vprašanje, kako se tega lotiti. Boste videli in tako je tudi načrtovano, ta naša poletna šola bo poskusila že v prvi okrogli mizi, ki temu sledi, razpreti nekatere dimenzije, historične dimenzije razumevanja vprašanja svobode. Se pravi, da nimo, kako je stala zadeva svobode pri Grkih, kako je zadeva funkcionirala, da nimo pri Ljubljanih,
kaj je svoboda lahko sploh pomenila, da nimo v času vladavine nekih teokratskih načinov mišljenja, kaj se zgodi svobodo okrog francoske revolucije, kako se razvije in ali se razvije in kaj se zgodi sploh v tej dobi med francosko revolucijo pa zanimo oktobrsko revolucijo, kaj se zgodi od oktobrske revolucije naprej, kaj se zgodi v revoluciji 68 in kaj se ne nazadnje, mislim, da bi to bilo zelo aktualno za nas, upam, da bomo imeli kako minutko časa tudi za to, kaj se zgodi z vprašanjem svobode po letu 1989 v postsocializmih in kaj je to svoboda danes na ravni tega, čemu bi se dalo tudi reči mednarodnih odnosov. Zato bomo imeli eno topično predavanje, ki ga bo imel profesor Štrbenc, ki bo posvetil svoj čas razmišljanju o vprašanju Palestincev in vprašanju svobode, kar na nek način bo tematizacija tega področja, ki se mu reče v politologiji mednarodni odnosi. Skratka, naloga te poletne šole je nekako osredotočena okrog vprašanja, ali so možnosti za to, da se z racionalnim diskurzom na načine zamejevanja mišljenja, historičnega argumentiranja, da pod vprašaj in začne problematizirati vprašanje svobode. Namreč vprašanje svobode niti več ne obstaja kot vprašanje, pač pa se trži in funkcionira v naših glavah še posebej, zahvaljujoč ne samo medijem, ampak nad vse šolskim sistematikam, ki so izjemno učinkovite. Namesto, da bi funkcionirala kot vprašanje, kot spraševanje, vsaj na ravni, pa zakaj tukaj gre, o čem se pogovarjamo, svoboda funkcionira kot nekaj absolutno pozitivnega, torej udejanjenega. Svoboda je, mi smo svobodni. To je tisto, kar jaz mislim, da je moč opredeliti, to je moj način razmišljanja, kot je vprašanje tega, kar sem prej imenoval postideološke situacije, v kateri nam je dobesedno ukradena sama možnost, da bi mislili, zakaj to gre. Kajti brž, ko sprejmemo podmeno, se pravi neko hipotezo, ki da se je uresničila, ki da je udejanjena, da smo svobodni, potem mislim, da nam v veliki meri, kolikor smo trenirani in točno za to gre v zahodnih načinih razmišljanja, potem nam dobesedno spodnese samo možnost postavljanja najbolj temeljnih vprašanj. Tisto, kako jaz razmišljam in več bom povedal pri naslednji okrogli mizi, jaz skušam zadevo naskakovati in razumevati iz perspektive grškega načina mišljenja, ki ga niti slučajno ne vežem za zahodne načine mišljenja in pri katerih niti podrazno ni moč na ta način obravnavati vprašanje svobode, kaj šele karkoli takega, kot je govoriti o svobodi v smislu, da so svobodni vsi, da je zdaj svoboda tukaj in tako naprej. Ne ti slučajno. Ti načini govorjenja, moč jih je spremljati dokaj natančno, historično, se pojavijo približno od dobe francoske revolucije, malčke naprej, in se vežejo na nekaj, kar je brez večjih dvomov moč poimenovati z romantičnimi načini mišljenja, ki pa nujno potrebujejo še neko določeno dimenzijo, o kateri je zelo težko govoriti, ne da bi jo povezali s svobodo, hkrati svobode sploh ni razumeti, ne da bi jo vsaj se dotaknili. To je dimenzija tako imenovanega napredka. Zadeva napredka se pojavi s kategorijo, s konceptom in z drugačnim razumevanjem časa, približno od Hegla naprej in sicer z opredelitvijo, ki se reče zgodovina. Do Hegla je moč argumentirati, ko rečem Hegel, govorim približno o dobi neposredno po francoski revoluciji, Hegel umre 1831 in to so nekje tista doba po Napoleonu, Napoleon nekje 14. ga več ni na sceni, to je približno od leta 14 do konca 30 let najbolj intenzivno, torej 19. stoletja, kjer naenkrat, tako rekoč, vsa izobražena, razsvetljena, napredna Evropa, tukaj govorimo samo o Evropi, Združene države Amerike, takrat niso še niti v kavbojskih štorijah, so še zmeraj dominantni Indijanci,
tu pa tam so na sceni začetki genocida in podobne stvari. Vsa Evropa začne razmišljati v kategorijah zgodovine. Tisto, kar je pomembno za svobodo in to medsebojno razmerje med svobodo in zgodovino v povezavi s kategorijo napredka je, in to Hegel eksplicitno reče, da gre za vprašanje takšnega ali pa drugačnega zgodovinskega napredovanja. On sicer govori o idejah in podobno, vendarle pa je zelo pomembno, kakšna je bila pol recepcija tega. In se veste, kako je. Praviloma pri filozofih gre za to, da jih pol prevajajo, interpretirajo, da to postane gradivo poznejših sociologij, da novinarji se s tem začno ubadati. Skratka, tisto, kar je on znal zelo cinično, zelo zadeto, zelo kritično, če hočete, postaviti, to postane neka lajna, ki približno tako izveni na ravni vica, ki ga vsi poznate, se glasi svakog dana sve više napredujemo v svakom pogledu. To je približno ta štorija. Hegel je daleč od tega in bi mu naredili velikansko krivo, če bi ga na ta način razumeli. Vendar je pa pri njem nedvomno na delu nekaj takega, kot je ideja napredovanja. Tudi napredovanja tako ali drugače svobode, ampak zagotovo ideja napredka. In pol je to tisto, kar prevzamejo različni ekonomski in podobni diskurzi, Marx ne nazadnje. Potem tukaj iz teh smeri dobimo govorjenje o ekonomskih formacijah družbe, v smislu sužnje lastništva ali pa predtem prvobitne skupnosti na to feudalizma, kapitalizma in potem morebitnega komunizma in tako naprej. Skratka, začne se drugačno razmišljanje, ki je pri Grkih odsotno. Ga ni. V tem smislu so Grki ahistorični. Še ravno poznajo še kako je Tukididesa in Herodotesa, ampak to so drugačni tipi razumevanja preteklega. Tukaj je tisto, kar je zadaj, tudi pri Heglu, nekaj takega, kot je ideja svetovne zgodovine. Svetovna zgodovina napreduje in tisto, kar je zelo pomembno razumeti, tudi za razumevanje problematike svobode danes, so filozofski in pozneje družboslovni načini generaliziranja. Se pravi, zelo redko in slabo poznavanje posameznih obdobij, posameznih načinov življenja, posamičnih kultur in poskus razmišljanja, to je dediščina razsvetljenstva dejansko, v generalnih in generalizirajočih kategorijah, na način splošnosti. Mi v današnji dobi živimo v tem času in na koncu te dobe zato tako radi posplošujemo, generaliziramo in se potem seveda medsebojno kregamo, ker eni mislimo, da je ena splošnost nasproti drugi, da je ena resnična, da je druga lažna in tako naprej. Tisto, kar je tukaj, česa bi se bilo treba samo majčkeno dotakniti, je to vprašanje generalizacije, pri čemer pri generalizaciji po sploševanju gre za to, da se cela zgodovina kot neko določeno napredovanje duha razvija na način napredovanja ali pa da napreduje na način razvijanja. Obstaja eno mesto, ena zanimiva točka ravno pri omenjenem avtorju, ker reče, in to se je zelo prijelo in pogostokrat v zadnjih 200 let lahko naletite na ta stavek, ki pravi približno tako. Nekoč je veljalo, pač da nihče ni bil svoboden. Potem je pa bil svoboden eden, potem so pa bili nekateri svobodni, zdaj smo ali pa bomo svobodni vsi. In seveda zato Hegel na nek način mora zaključiti to zgodovino in zaključi se pač v njegovem času državo, ki se reče Prusija, inštalira neke zelo abstraktne kategorije, kot so absolut in tako naprej. Za nas, danes, 200 let pozneje, pa se postavlja vprašanje, a ni to tisto, kar bi lahko bil konec zgodovine? Ne gre ravno za te načine razmišljanja, da smo prišli do konca, da smo že svobodni. Nazadnje to je nekdo, ki je napisal, Fukuyama mu je ime, knjigo, zelo čuveno, ki je bila zelo par desetletij nazaj zelo popularna, ravno o tem, o koncu zgodovine. Zdaj pa vprašanje se postavi hkrati, kako razumeti to o koncu zgodovine. Tukaj gre za konc dogajanja, zgodovinskih dogodkov, ali gre za konc načina mišljenja in jezikovnih iger na način zgodovine.
Jaz mislim, da za to drugo gre dobesedno. Kajti, če bi skušal zelo preprosto in medijas res zadeti današnji trenutek, da nimo akademije, šolanja, medijev in vseh tistih tehnik, s pomočjo katerih se oblikuje mindset, v katerega smo ujeti, potem bi je opredelil zelo preprosto. To je način govorjenja, eksplanacije in tako naprej, ki je ahistoričen. In dokler je ahistoričen, prime, funkcionira. Brško, bodi se, da gre za študentsko populacijo, za poslušalstvo, za gledalstvo, za bralstvo, se začno seznanjati in koliko bolj to počno, toliko to bolj vse skupaj izvisi, se seznanjati z zgodovino, z dejanskimi posamičnimi kulturami, načini življenja, bodi si, da so v Evropi ali pa izven nje, toliko bolj vse skupaj v zvezi s svobodo nekako izveni votlo in se začne kazati kot nekaj takega, kot je propaganda, če malo poenostavim. To je ta neka splošna slika, bi lahko rekli, postavitev, s katero se bomo skušali soočiti v teh 3 dneh, seveda na različne načine, z različnimi možnostmi, predvsem pa z željo, da bi vi sodelovali z nami, ki bomo tukaj v tem primeru sedeli. Danes sedimo tukaj zavoljo tega, ker je zunaj vroče, ker pritisne in popoldan je zelo vroče. Jutri in pojutrišnjem zjutraj pa bomo na vrtu in bomo videli, kako se bodo zadeve razvijale. Domnevamo, da tam nekje do 12 ne bo še pripeklo, popoldan, ko pa pripeče, se bomo pa preprosto umaknili tukaj. Se pravi, načrtovali smo biti v naravi in nas je vročina premaknila sem. Se pravi, smoter te poletne šole je to, da oblikujemo nekaj takega, kot je dialog, kot je pogovor, ne samo odgovor vprašanje, češ tisti, ki tam sedite, vi že veste odgovore, pač pa polemični in tako naprej argumentacijski vložki. Namreč in s tem sklenem, mi živimo v dobi polni, zvrhano naphani svobodo, demokracijo in tako naprej, hkrati pa nimamo nobenih, še najmanj pa javnih prostorov, v katerih bomo debatirali, dolgo debatirali, razpravljali in postavljali vprašanja in problematizirali zadeve. Vsi so tako ali drugače kontrolirani, pa naj gre za univerze, naj gre za medijske situacije in tako naprej. Vsaka resnejša debata je bodisi taka, da je predolga in da je treba skrajšati, praviloma zmanjka časa, ker so bolj pomembne stvari, kot so reklame in podobno, ali pa je marginalizirana. Se pravi, če hočeš nekaj takega, kot so resne debate, potem pa res moraš iti dobesedno na marginalijo družbe. Se pravi, drugi smoter je ta, da debato o svobodi pripeljamo, koliko se to da, v samo središče današnje akademije. Samo dejstvo, da od akademikov nas je samo nekaj tukaj, samo dejstvo, da ni nobenega medija, samo dejstvo, da danes, 2016. leta, v trenutku, ko se približuje odločilna zadeva v Združenih držav Amerike, ko imamo na večjih točkah izjemno nevarne vojne, ko preti nov 100 tisočev in ne vem kaj beguncev, ko je jasno tudi tistim najmanj informiranim, da se lahko sesede borza, da se lahko zgodi to in ono in tako naprej bi lahko še našteval, da poudarjeno, nobenega ne zanima debata o svobodi, je tako zgovorno, da ga sploh ni treba komentirati. Zadošča, da ga postavimo kot dejstvo. To je elementarna stvar, ki jo pa treba upoštevati in se vprašati, kako to ali pa kaj dogaja.